Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj sta Peter Gregorčič in pa Miran Videtič. Dve temi današnje oddaje, Kučanova sveta vojna in pa prevare na poti v Haag. To, kar se dogaja v zvezi z našo zavezo, da bomo plačevali poslej 5% v GDP-ja za obrambne namene. Ampak predno gremo te teme. Zdaj, a ste si mogoče video pogledala to osrednjo? Ste bila mogoče, ali pa ste si pogledala osrednjo državno proslavo v dnevu državnosti na Kongresnem trgu? Jaz moram priznati, da ne. Ne hodim. Tudi slišim, da so bila letos neka vabila. Vabila so pa vedno, Miran, ja. Ja, vem, ampak se mi zdi, da so nekoč bili tudi ljudje navadni brez vabil. Ja, to hočem reči. Aha, razumem. Ja, no, to sem jaz nisem v tem okvirju, da bi dobival vabila, tako da bi šel kot preprost državljan, ampak vidim, da je bil trg letos navadnih ljudi prazen. To je v bistvu moja tema. Včasih so bile pripombe, da so pač ograje, varovanja in tako dalje. Letos pa očitno ni bilo ljudi, pa bral sem izjavo Janeza Janše, da je mogel iti skozi 2 rentgena ali kako, Meni je to delovalo kot neka privatna zabava, neke elite. Res prvič mi je tako delovalo letos, neka privatna zabava, videli smo celo, da se je striktno snemalo ali pa torej spremljalo samo tiste politike, ki so mahali, ne pa tisti, tudi ki jim mahajo, ker mislim, da je šlo za njihove sodelavce. Skratka, tako zelo elitistična zgodba, ugrabljene države, pravzaprav naredili so si neko svojo zgodbo. In ne vem, če me bi to tudi pravzaprav nekako ne vidim se v taki zgodbi. Peter, ti si bil na proslavi? Ne, nisem bil na proslavi, ampak bi sam tu pripomnil, jaz sem bil kot tudi navaden državljan. Običajno je bilo to tako, da se pravi, vabila so za tiste vabljene goste, ki se jih običajno vabi na vse državne proslave, potem pa, če niso prišli, so tudi ljudi spuščali potem notri. To je bilo v preteklosti, dajmo reči 5 do 10 let nazaj. Jaz sem včasih šel z otroki, zato ker se mi zdi, da jih vzgajam tudi v tem domovinskem duhu. Zdaj, težava tega našega državnega praznika je v tem, da je na začetku šolskih počitnic. In tudi v času, ko je dan najdaljši, zaradi tega se proslava začne zelo pozno in včasih je to, recimo sploh, če je kakšen predolg govor, lahko prepozno za koga tudi. Zdaj, tako da, ker tudi nisem tega podrobno, cele proslave priznam, nisem pogledal, vedno pogledam na govor predsednika ali predsednice republike, in sem si ga tudi šel poslušati, pa pogledal sem na hitro, kaj so v informativnih oddajah o tem poročali. Zdaj, korektno, se pravi, ne vem, jaz se strinjam s tem, bili so v programu vključeni tudi mladi, zdaj okusi so različni, zdi se mi, da je prav, ker smo tudi ljudje različni, da so proslave različne. Zdaj ta polemika glede tega, ali je preveč varovano ali premalo varovano, lahko je upravičena, lahko ni upravičena. V resnici ne poznamo varnostne ocene. Zasledil sem, da ne bi bilo varovanje pojačano zaradi tega, ker so bili napovedani protesti zaradi vrha NATO in 5%. Zdaj, tako da tukaj moramo biti čisto iskreni, zdaj, če ne poznamo ocene policije, je težko reči, ali bila ta zadeva varovana ali ni bila varovana. Upravičeno. Zdaj, kar pa me veseli, pa ti si se rekel elita, ampak vendarle v prvi vrsti tukaj sem jaz zdaj pogrešil elito. Ker in tukaj mislim, da so bili zdaj vsi predstavniki države. Ne vem, če kdo resnici manjko, in tega sem sam vesel, ker je prav, da se vsi državniki poklonijo rojstnemu dnevu Republike Slovenije. In se mi zdijo malo... Kako? Bil je tudi en del opozicije, ne? Ja, in to pohvaljam. Ja. Spravi, ključen del opozicije tam bil. In mislim, da tudi, ko sem na hitro sledil, celotna prva vrsta, ki je rezervirana za najvišje goste, kot so bivši predsedniki republike, trenutni predsednik republike, se pravi, vsi poslanci, vsi ključni predsedniki v državi, je bila nekako polna. In tega se veselim. Zdaj, jaz se sam ne bi želel spuščati v to drobnjakarsko polemiko, ne zaradi tega, ker ne bi bila vredna naše pozornosti, ampak ker menim, da imamo mi dovolj drugih priložnosti, da to odpiramo in da tega ne koljemo na najpomembnejšem dnevu naše skupne državnosti. Tukaj vendarle menim, da bi bilo, vsaj sam se zauzema za to, da bi pač spodbujali to domoljubje, to je vendarle sveti dan Republike Slovenije. Samo dve zadevi. Načeloma se strinjam, kar je Peter povedal, ampak dva momenta sta me pa zmotila. Jaz se strinjam, varnostna ocena glede NATO, to recimo da kupam, ampak spomnim se, Peter, 3 leta nazaj, ko je verjetno tudi varnostna ocena bila zaradi tistih demonstrantov, ki so bili pa agresivni, verjetno dana v smislu, da je treba samo prireditev majčkeno bolj intenzivno počuvati. Spomnim se pa takrat potem
teh vseh nekih izjav, teh danes, ki so bili tam kot vladajoči, ne, da enostavno ograje več ne bo, da je treba prostor vrniti ljudem in podobno. O tem jaz govorim. Se pravi, mi smo oddaja, ki moramo upozarjati na laži sprenevedanja politike. Mene žalosti, da ni bilo ljudi, ker domovina, torej država brez ljudi, kaj pa je? Prazna vreča. In če greš kjerkoli, ali na zahod ali na vzhod, boš videl ob takih praznikih. Jaz sem bil enkrat na Hrvaškem, enkrat v Turčiji. To mrgoli ljudi, ne? In meni je tisto lepo. Tisto mi je res lepo. Ne? Tako je pa res gledali, kot da je za neko izbrano skupino, ne? In je to. Ne mislim v polemike hoditi, kaj več, ampak samo to, kar se mi zdi, da si večkrat namignil na to. Je pa res, da je pa lepo bilo videti, da je tudi del opozicije letos prišel na to proslavo. Ampak dajmo za drug let poskrbeti v tej državi, to pa je politika tista, ki more, da bojo ljudje z veseljem prišli, ne glede na konec šolskega leta, ne glede na pozno uro. Ne glede na povedane demonstracije, recimo. Tukaj se čisto strinjam s tabo drugače, ne? In sam sem si drznil to reči zaradi tega, ker res nisem bil med tistimi, ki so kritizirali 3 leta nazaj zaprtje proslave. Se jim pa zdi takole, zdaj v nedogled, ker so oni kritizirali, dajmo danes kritizirati, se strinjam čisto korektno, da si to opozoril, in tudi se zelo strinjam s svojo ceno, da bi morali razmišljati režiserji oddaje, kako odpreti ta prostor za čim več ljudi, ker to na zadnje sodi tisto, kar sem prej rekel, se pravi, spodbujanje domoljubja, je vabljenje ljudi na tako proslavo in celo pričakoval bi več, ne samo odprt prostor, ampak celo jasno povabilo vseh medijev ljudem naj pridejo s slovenskimi zastavami, in potem, če je varnostna ocena taka, se lahko naredi ta prostor tudi ustrezno zavaruje in se potem naredi nek prostor še z ljudi tam okrog. Se lahko postavi tudi velik screen, če je to predaleč. Skratka, vse te stvari, tukaj se čisto strinjam s tem in upam, da bo to v prihodnje tudi tako rešeno, ker to je v resnici, kot si rekel, praznik ljudi. Milan, omenil si Hrvaško in omenil si ljudi. Zdaj si pa ne morem kaj, da ne bi nekaj pripomnil oziroma nekaj te vprašal. A vi doberete te številke, te številke prodanih vstopnic na koncertu Thompsona? Na Zagrebskem. Spremljam zelo dobro zadevo. 420,000 kart ne bi prodali, 500,000 ljudi ne bi prišlo. Mislim, to Rolling Stonesi, Taylor Swift, nišče tega ne more. Papež je imel milijon, ne? Papež je imel na Hrvaškem. Pa ne prodali vstopnic, ne? Ne, niso bile vstopnice. Ne, se strinjam. Spremljam zadevo iz preprostega razloga, ker je na Hrvaškem ta zgodba... Podatek je fascinanten, ne? Fascinanten podatek, meni pričakovan, moram reči, da sem to pričakoval. Je pa to hud udarec za tiste na Hrvaškem, ki so del tega, kar v Sloveniji poznamo pod levico, gibanje Svoboda, stare strukture in podobno. Oni bojo, torej tle se gre, tle bo ta Thompsonov koncert pravzaprav pokazal to močno hrvaško domoljubje, ne glede na to, da je ta skupina, recimo stranka Možemo, ki je, bom rekel, zelo podobna tej slovenskim profit partizanom in podobno, ne glede na njihovo glasnost, ne glede na medijsko podporo, ki jo imajo, se bo pokazal nekako pravo lice tega hrvaškega domoljubja in danes že spreminjajo zgodbo, ker vidijo, da z ustaštvom pri Thompsonu ne gre več, se ne kupuje več tega, zdaj grejo direktno v zahteve po prepovedi koncerta zaradi varnostnih razlogov. Tako da mislim, da jih bo to zelo streslo. Te skupine na Hrvaškem, ki imajo ta pogled, ki ga pri nas poznamo iz teh skupin profit partizanov, bojo s tem koncertom kar poražene, ne moram reči. Mislim, bil sem na koncertu Robbie Williamsa v Münchnu, takoj po COVID-u, 110,000 ljudi je bilo, blazna številka, tukaj pa celo 4 do 5. Tle se ocenjuje, da bo 500,000 ljudi prisotnih. In sploh to praviš, da gre za v bistvu neke vrste politični akt, kako kupovanje teh kart pri Thompsonu, vstopnic. Prvič, Thompson je na Hrvaškem, pa zanimivo, da ne samo na Hrvaškem, ko se pogovarjaš z ljudmi, tudi iz Srbije, te mogoče malo bolj desne orientacije, ne bojo to na glas govorili, ampak bojo rekli, kaj pa dol. Srbi tega takega pevca nimajo.
Bošnjaki recimo imajo par teh domoljubnih pevcev, ampak daleč od tega, da bi take številke lahko napolnili, da v Sloveniji pravzaprav niti ne govorim. Ta Metica je včasih prišla na 80,000, ne, na kakšnem štadionu, 100,000 mogoče, ne? Recimo, ja. Recimo. Ja. Tako da to je, Thompson je enostavno fenomen, je gibanje pravzaprav zdaj že, ne, in to tudi politika na Hrvaškem se zaveda, da je to pravzaprav gibanje. Boš kaj dodal? Ne spremljam tega tako podrobno, čistošno bi rekel, ne, tam, kjer imaš tako maso ljudi, se marsikdo tega boji, ne. Ker take mase ljudi v resnici se ne da nikoli ustaviti. Mislim, to je masa za Zagreb že, ne? Ne, ampak tudi gre za kolektivni ne, ki ima pač potem svoje videnje in jaz mislim, da tukaj pametna politika, ne, to naslavlja tako, da gre v dialog s tem in da temu prisluhne. Ne, in to je pač politika, ki dela v dobro ljudi. Popularnost Thompsona se je dala še nekako skrivati, ker ti, Bojan, to malo bolj spremljaš. Recimo hrvaški športniki, kateri so se vračali z medaljami ali pa z naslovi ali pa s pokali ali karkoli, nazaj, ko so bili te sprejemi, so pravzaprav od vaterpolistov, rokometašov, nogometašov vsi zahtevali na tem slavju Thompsona. Ne? In takrat se je to sedaj nekako probati zbalansirati, da so to majhne številke in podobno. Tokrat je koncert, ne, ki se ga je najprej želelo nekako ustaviti, ne, pa je tudi zagrebška oblast videla, da se to pač ne bo dalo in zdaj gremo na ta koncert. Jaz srčno upam, da ne bo prišlo do kakršnikoli provokacij in naj ljudje uživajo. Dobro, gremo naprej na temo Kučanova sveta vojna. Mislim, ta naslov sem dal zaradi tega, ker sem pač bral po tistem intervjuju, ki ga dal Kučan na televiziji Slovenija Marcelu Štefančiču, sem bral ta njegov intervju v Delu, v časniku Delo. Ne? Pa me zanima vajno mnenje, sicer zakaj je dodatno šel na ta intervju, kasneje je tudi šel pač na pogovor na Svetu kanala, pa videl sem, da je precej radikaliziral stališče. Skratka, v enem tednu se je v bistvu, bom rekel, za 100% radikaliziral, ne? In očitno je vmes tudi spremenil mnenje okoli Goloba in okoli Prebiliča. Ti si verjetno bral oba intervjuja, da oziroma pogledal in bral, ne? Glej, prva misel, ki mi je tlele padla na pamet je ta, ne, da on je šel k Marcelu zato, da bi Prebiliča poskušal ustaviti. Potem je pa očitno spoznal, ne, da mu to ni uspelo, ne, in če želi ohranjati svojo pozicijo, mora pokazati, da je spet on tisti, ki pa Prebiliča podpira. Ne? Skratka, on je po mojem mnenju spremenil mnenje za to, da ohranja svoj status quo, svoje pozicije. Ne? Ker tam je novinarka ga v Delu izrecno vpraša, ne, ali se pravi, takrat mislo tako pa rekla, narobe ste me razumeli, ne? In potem zaključi ta odgovor ali pa naslednjega, ne, češ najprej ne Prebilič ustanovi stranko, očitno jo bo ustanovil. Ne? In tam je nekako užgalo, Kučan je prišel do spoznanja, da njegov nastop pri Marcelu ni pomagal, da bi Prebiliča ustavil. Ne? Zdaj ne vemo, Prebilič je rekel, da so mu ponujali neke funkcije, ali se te funkcije zgodile prej ali potem. Ne? Sklepam pa, da so se v tej navezi, se pravi, imaš javni pritisk, v ozadju ponujaš neko nadomestilo za to, da se ta umakne. Ta zgodba ni uspela, ne? Kar je v resnici dobra novica za Slovenijo, ne? Dajmo reči. Ne? In zdaj pač Kučan, tako kot je znan, ne, počaka, kaj se bo zgodilo in potem se oportuno priključi, se pravi, zmagovalnemu vlaku, pri čemer poskuša držati svojo smer, ne, in potem nekako obrne spet, cel ta intervju sem razumel tudi v luči, ne, ampak tretji blok je nonsens, ne. Najprej Prebilič bo, ampak on je leva opcija. Ne? Se pravi, ohranjamo polarizacijo, imamo levo opcijo, imamo desno opcijo. Ne? In on hoče pokazati, jaz sem glavni na levi opciji. Pri tem tretjem bloku je v bistvu naredil neko razklavje, ne? Naredil je neko blazno veliko razliko med Prebiličem in Logarjem. Ne? Tudi to in pa predvsem, predvsem je hotel, ne vem, ko bi rekel to lepo slovensko, ownat, ne? Se pravi, neko lastništvo na tem imeti, se pravi, jaz sem še zmeri močan, kar kaže, kako je šipak, ne? Ker človek, ki mora pri teh letih vse medije, vsak dan skakati iz medijev, ne, v resnici kaže svojo šibkost, ne, kaže svoj strah pred tem, da mu stvari povzijo z rok in da mora medijsko prepričevati isto, ne, ponavljam eno in isto laž, ne, jaz sem tisti, ki sem stalno v ozadju, zato da to ostane resnica. Tako sem to videl, se pravi nekako, da je živčen, da mu te stvari povzijo z rok in skuša rešiti tisto, kar se reši da in usmeriti v smer, ki mu koristi. Je pa zanimivo, no, ta terminologija, ne, recimo, glede Borota Pahorja je ves čas govoril o
neki osebi, ni ga imenoval osebi. Ja, Borut Pahor je non-paper. Non-paper, ki ga je pa, in v bistvu to je po mojem mnenju bila največje sporočilo tega intervjuja, saj sam sem zaznal največjo veličino tukaj, ne? Ker on je šel takoj na to, ne, da tisti, ki je imenoval, da je levi prostor izpraznjen, ne, to je bil en izmed mojih naslednikov, ne, on ga je izpraznil, on je kriv, ne, in tudi on je s tem v bistvu okrcal SD, ne, in po mojem tudi on je tisti, ki SD drži nazaj, da Boruta Pahorja ne sprejme Mece, ne. Namreč tle se je zelo lepo videlo, da Kučan je razvil izjemno afiniteto do levice. Levico je povzdignil kot edino stranko s programom, SD pa kot nekdo, ne, ki ga je Borut Pahor uničil, in če bo želel SD še kdaj prideti, ne, na to pravo pot po njegovem videnju, se bo moral javno kesati. Ne. No, samo to še dodam, glede levice, ne, v bistvu je to, kot se je pohvalo, in v bistvu on je naštel uspehe te vlade, ampak samo tisto, kar v principu dela levice. Izključno teme, ki nekaj zadevajo levice. Ne. Ja. Pa ne samo, da ni imenoval Pahorja je potem imenovala novinarka, tudi Goloba ni imenoval. Ne. On ni izrekel besede Robert Golob, ne, v tistem intervjuju. Dajmo biti iskreni, se v resnici samo levica imela neke programske izhodišča, ne. Ampak se pa strinjam tle s tem in še eno stvar je naredil, sem opazil, ne, ko je šel do Logarja. Ne. Do Logarjev ni izrekel čiste nezaupnice. Čiste fatve, ne? Že ne, ampak je rekel nekaj, kar po mojem vsak totalitaren režim vedno zahteva, ne? Se pravi, rekel je, nisem ga še slišal javnega kesanja. On je pač Logarju pustil vrata odprta samo v primeru, da bi se javno pokesal, povedal, da je v svojem prvem delu političnega življenja ravnal narobe, ne? In bil neke vrste v bistvu Markeš pri delu, ne? Ja. Ki je iz desnice prišel na levo stran, se javno pokesal, izrekel proti prejšnjemu svojemu delovanju ostre besede, ne? To zavrnil, postavil oster res in potem se s tem, ne? Ker to pa koristi. Ne? Se pravi, vsak prestopnik im koristi, ker s tem nekako pomaga utrjevati njihovo dikcijo o radikalni desnici, ne, ki škodi temu narodu in potem rečejo, glej ga, ne, tudi on, ne, ker je inteligenten, je to spoznal. Sicer pa pač ni inteligenten in je pol odpadnik in je nekdo, ki dela proti demokraciji. Nekako tako sem to razumel. V bistvu precej brutalno, ne? Brutalno terminologijo uporablja, ne? Izvoli. Lej, mogoče se je treba še kakšen korak nazaj vrniti, da se vidi, kako škodljiva je politika Milana Kučana, ne glede, da sebe imenuje upokojenca in podobno. Ne. Torej, pred volitvami 22 je on napovedal to kot nek, oziroma zadnji veliki obračun, ne, in računal dejansko, da bo nekega Goloba, torej v tem primeru, fanta s pedigrejem, ne, postavil za več mandatov. Ne. Pa dokončno obračun z desnico. Tako, in dokončno obračun z desnico, ne, in s tem, da se pojavlja toliko v medijih, je priznal svoj poraz, svojo napako. Ampak to ni prva. Kučanu se te napake dogajajo s temi novimi obrazi. Ne. Tako da enostavno iz tega konteksta ven je treba gledati in seveda tudi to, da zdaj pravzaprav skače iz vsake paštete, in pravzaprav iz vsakega nastopa v nastop ima nekoliko drugačen pristop do teh igralcev. Zdaj do Pahorja in Janše ne, to je zacementirano, to ne obstajata. Ne obstajata. Logarja si zelo fino ti opazil, dal mu je možnost kesanja in pa priložnost, da je zraven. Ne. Od Goloba se počasi, se mi zdi, odmika, govorimo o Golobu, ne govorimo o Gibanju Svoboda. In nekako gre z mehkim pristopom ali pa z nekim bolj pristopom podpore do Prebilič, kar mene niti ne preseneča. Ne. Zdaj, kako deluje Milan Kučan, približno vidimo skozi vsa ta leta. Ne. On deluje, da je pravzaprav, da edini ljudje, ki so v njegovem krogu, ki jih bo zagovarjal, so ljudje s pedigrejem, ne. Pa je imel Cerar pedigre družinski, pa je imel, bom rekel, Golobnik pedigre, ne, čeprav se govori tudi o fašizmu in podobno. In pri Prebiliču, zdaj, če so moje informacije... Pri detku se govori. Zdaj, če so moje informacije točne, pa verjamem, da so, tudi Prebilič ima družinski pedigre, ki je blizu. Bojda oče bil, kako se je rekel, direktor ali upravitelj tistih zaprtih kočevskih gozdov, ne, v svoj čas. Tako da ni ravno Prebilič prišel kot nepreverjen kader. Mene, kar je zmotilo pri Kučanu v zadnjih letih, je predvsem ta podpora
tem akterjem tega napol kriminalnega srbskega denarja, torej, da jih je pokrival. Govorim konkretno o Zoranu Jankoviću. Ne? In zanj smo se recimo spraševali, ne, zakaj to počne. Tudi midva sva se pogovarjala, ali so to arhivi. Jaz še vedno trdim, da so arhivi, ne trdim pa, da je kaj iz njegovega življenja lahko samo narobe, ne, partijskega, ampak je lahko narobe tudi z njegovim pedigrejem. Na Balkanu vam znajo povedati, da Milan Kučan in Stipe Mesić nimata partizanskega pedigreja, nasprotno. Ne? Meni je žal recimo, da te stvari kot politik, ki pozna zgodovino, bi lahko recimo, ne vem, Jelinčič več povedal o tem, pa enostavno ne dobi prostora. Ampak hočem se vrniti na neko zadevo, da vedno naj mi gledalci ne zamerijo, drži za jajca nekoga. Ne? Se pravi z nekimi družinskimi, s preteklostjo ali karkoli, in to se je Milan Kučan lepo naučil in tudi tokrat se kaže, če se pa zdaj vrnem na tisti prvi del, da bo podpora Prebiliću samo v primeru, da se jasno in glasno izreče, da z Janezom Janšo v to koalicijo, torej da v koalicijo ne gre. Pri Logarju pa mislim, da si ti že lepo povedal, ni pa omenil tudi Nove Slovenije, če ste opazili. Ne? Skratka, veliko dela za Igorja Omerzo še, kako? Veliko dela za Igorja Omerzo, jaz upam, da se bojo tudi te beograjski arhivi, ki bi to potrdili ali zavrgli, hmalu odprli. Ne? Meni prioriteta je, da dobimo naslednjo vlado, ki bo zaprla kanale temu umazanemu kapitalu. Ne? Samo gledaj, Miran, to sem ti poslal že tak en SMS, ne, da ga tukaj ne ponavljam, ko sem si jaz pogledal tiste fotografije, ne, pred začetkom proslave, ne, ja. Pred začetkom same proslave, Kučan, Janković, Golob in tako dalje, mislim zdaj, ne mislim, ko bom rekel malo šali, ampak malo pa tudi zaresno, zgledali kot neke figure iz tistih Skorčezjevih filmov. Ne? Ali pa vsaj iz teh srpske produkcije. Ja, jaz sem to objavil. Ampak hoče to reči, še nekaj bi te še vprašal. Skratka, imeli smo očitno prav, ker smo rekli, da ti so vtisne, ki so ga nekateri dobili, pa ki so ga potem Golobovi mediji tako prehvalili, ne, na Škrabčevi domačiji očitno le ni bilo tako, ne, kot se je sprva zdelo, da je. Ne. Vse se je spremenilo v enem tednu dni. Človek, mislim, treba mu je dati kapo dol, da je preživel tisti režim, ki je bilo težko politično. Ni šel tja podpet Goloba, ne, očitno. Ki je težko politično ga preživeti, če nisi zelo, Srbi bi rekli, lukav, ne. Pa ga je on preživel, ne samo preživel, postavil ga je na najvišje možne torej pozicijo. Ne. Pri Milanu Kučanu jaz opažam nekaj drugega, to, kar opažam recimo tudi na Hrvaškem pri Mesiću, z odhodi njegovih pajdašev, recimo pri nas Zemljariča, Kocke, Kocijančiča in podobnih, tako je Kučan ustal na svoji pameti, ne? In ta očitno ni dovolj dobra za, bom rekel, tisto, kar se je dogajalo v preteklosti, kar so mu te kadri recimo znali svetovati zelo pametno, ne, Zemljarič, Kocijančič in podobno. Isto se dogaja Mesiću, ne, z odhodom Bolkovca, Manoliča, predvsem Bude Lončarja, ne. Te liki izgubljajo neko svojo moč, kar kaže, ne, da so bili bolj že tudi v tem partijskem režimu bolj estradniki kot pa neki mastermindi. In jih je pravzaprav naplavilo zaradi tega, ker so znali počakati trenutek, ne ta genialnost njihova, ampak znali so počakati trenutek. Jaz mislim, da se ta obdobje Kučana končno zaključuje, zdaj, kdaj se bo dokončno zaključil, jaz ne vem, ampak dejstvo je, da nam kaže, da ni več, ali pa če je sploh kdaj bila ta lucidnost, kaže to, kar sem povedal. 22 je napovedal, da je to njegova poslednja bitka. Pa ni bila. Vidimo ga spet iz vseh torej medijev, kar kaže, da je Golob, ki ga je takrat podprl, za njega težko razočaranje in se zelo nagibam k temu, kar si ti povedal, Škrabčeva domačija ni bil dokončni da Robertu Golobu. Mislim, da se gre bolj na zadevo ohranjanja Gibanja Svobode, ne pa Golobu. A je možno, da so ga recimo Kučana v te medijske pohode sprovocirali tudi recimo te zadnje ankete javnega mnenja, ki kažejo, da tam zaenkrat desnica nekako vodi po teh mandatih? Po mojih informacijah, prost Peter, recimo, da je k njemu Niko Toš prišel in mu rekel, poglej, kaj se dogaja? Lahko da, nekaj se dogaja v ozadju, kar oni vedo. In prva misel je ta, da več ne prijema ta profit partizanstvo na tak način, kot je prijemal. In mislim, da je to izključni krivc Zoran Janković, ne? Ker oni so lahko bleferali do momenta, dokler Kučan ni podelil Zoranu Jankoviću, ki pa ni lih politično moder tip, ne?
dokler mu ni podelil tisto nacionalno licenco za politiko, ne, takrat je Zoran Janković pravzaprav pokazal vso njihovo prevaro. Ne, zakaj se pravzaprav pri nas gre. Gre se, da pod plaščem nostalgije za Titom in Jugoslavijo pravzaprav širimo srbsko hegemonijo. In tle je Milan Kučan prebran. Ne znajo več skrivati tega. Prej se je dal to lepo skrivati. Danes s tem norim politično govorim zdaj, norim Zoranom Jankovićem, ki se obnaša kot slon v trgovini s porcelanom, ne morejo več tega skriti. Je pa fascinantno to okoli tega Jankovića, no, sem ta intervju, Peter, dam besedo. Peter, berem v športnem časniku Ekipa, ne? Okoli teh menjav kadrovskih v rokometu, Slovan in tako dalje, da je Zoran Janković osebno recimo klical rokometaša Blaža Jansa v Barcelono, če bi pristopil k Slovanu. Mislim, župan Ljubljane, ki se poleg tega, da se ukvarja z biznisom, z srpskimi tajkuni, osebno kliče rokometaše, če pridejo v Ljubljano. Mislim, to je res, in noben novinar to ne problematizira. Ja, to se ne, celo v naslov so dali, se mi zdi fajn in normalno. Izvoli, Peter, Glej, to, kar si rekel glede anket, v tem intervjuju se v dveh stavkih vidi še dvoje. Najprej se vidi, da Milan Kučan zelo spremlja javno mnenje in zelo pazi na javni diskurs in se čuti potrebo korigirati. Kje se je to najbolj videlo? Ker videlo se je tam, ko je šel korigirati javno mnenje glede zadnje Janševe vlade. In je rekel, da takrat, vprašali so ga, če bo tudi proti Golobu Kolesaru, je bilo to vprašanje, in je rekel, da tako hudo tokrat pa ni bilo. Se pravi, svetlobna leta, da so razlike. Svetlobna leta razlike, se pravi, v bistvu Goloba tukaj, ko si prej ti lepo povedal, ni čisto udaril po glavi, ker tukaj v tej oddaji smo že večkrat rekli, Golob jim koristi, da varuje stol. Se pravi, kaj bodo potem z njim naredili po volitvah, je drugo vprašanje, ampak do volitev jim je koristen, ker drugega pa zdaj ni. In ga tudi ne moreš biti v zadnjem letu mandata, lahko sam razpust vlade, ker je pa potem slabo in je potem vedno to voda na mlin opozicije. Ampak on je šel tle korigirati javno mnenje, rekel, niso bile maske tisto, kar nas je spravilo na ulice. Kar v bistvu neče izdrži. Spomnimo se takrat SD-ja, kako so bili proti maskam v šolah, ampak Milan Kučan je nekje, verjetno tudi v Toševem laboratoriju, pa v vseh teh zaznal ta percepcijo javnega mnenja in je šel korigirati in rekel, ne, šlo je za brutalne napade policije, vodni top, STA, medije. Skratka, on je šel najprej to korigirati. In druga stvar, ki je zaznal, je ta, da antijanšizem več ne prime. To izrecno reče. Če se dobro preberete na intervju, on reče, se pravi, v prejšnjem mandatu leta 2022, ko si ti rekel, da je napovedal, da bo dokončno pravil s to bitko, takrat so bila pričakovanja, se pravi, to, kar je obljubljala desnica in pričakovanja ljudi, je bil razkorak. In če pravi, če ljudje pričakujejo nekaj drugega, kot obljublja nek politični pol, potem ni težko zmagati na antitezi. Zdaj pa pravi, ta pričakovanja so manjša, jaz celo trdim, da celo drugače, da trenutno desnica bistveno bolj nagovarja težave ljudi in da to ljudje vedo. Ker mogoče je že prej so bile neke rešitve na desnem polu pisane na kožo ljudem, ampak ljudje se ne odzovemo s tem, kar je res, ampak s tem, kar mi mislimo, da je res. In zdaj se to opaža in jaz mislim, da strah teh stricev iz ozadja, Milana Kučana v prvi vrsti, je velik v tem, da v resnici se je pokazalo, kako prazna je levica, in da je imel v bistvu Borut Pahor prav, zaradi tega je mogel Kučan najprej s tem non-Pahor paper negirati njegovo tezo, ki je v resnici resnična, in ker ljudje to opažamo, da je desnica prazna, se marsikdo, ki nikdar ne bi se obrnil na desni pol, reče, glej, če pa ne bo šlo drugače, ko mi zmanjka se pravi, ko se cene dražijo, ko se davki dvigujejo, ko je davčni primež vedno višji, bom pa podprl tudi desni pol, samo da bo bolje. Potem ideologija zgubi na pomenu. Se pravi, o ideologiji se lahko in pogovarjamo, dokler so naši trebuščki siti, ko pa rateš lačen, pa rečeš, pustimo mi to ideologijo ob strani, dajmo zdaj najprej rešiti naš osebni proračun. Še eno, Bojan, prosti, samo še eno, ker mislim, da ne smemo mimo tega, še eno bistveno sporočilo je dal. Govorijo o tem, da strici iz ozadja, torej, da stricov iz ozadja ni več in da zdaj kapitalisti oziroma kapital pravzaprav je tisti, ki je stric iz ozadja. Ob tem pa ni povedal, da je on eden tistih, ki je pravzaprav vse te strice iz ozadja naredil kapitaliste. Vse pri nas so vsa ta leta, Forum 21 recimo, vse pri nas so vsa ta leta bili, kdo je bil visoko cenjen. Ne tisti, ki je ustvaril nekaj iz garaže in prišel v elito. Ne, državni direktori, tipa Janković, tipa Golob v 90-ih letih
Mermal. Monopolisti, ne? To so bili šampioni, ne? Mi smo imeli pravzaprav to kult oligarhijo, ne? Ekonomsko, ne? In zdaj se nekako on od teh stricev, ker je prevroče postalo, umika v kapital. Kdo pa drži kapital? Ja, te, ki jih je on naredil. Ne? In zdaj bo on jasno dal signal, ne? Tako kot je v svetu sicer normala, ne? Da kapital drži tudi del roke nad državo, bo želel verificirati te, bom rekel, svoje profit partizane, ne? Preteklosti, ki so jim bila vsa ekonomska in pa gospodarska polja odprta, bo probal normalizirati v neko normalno tržno gospodarstvo. Vse on je v bistvu PR-ovec teh kapitalistov. On je PR-ovec. Ne samo njih, tudi mislim, da tujih nekako iz tega balkanskega kroga. Ampak vseeno, na nek način živi tako, kot vidimo, ne, tako daleč, ne poznamo čistih detajlov, neko skromno življenje, ne? Bolj ali manj. Malo kaj od tega, da je imel mugla, hodil v trgovino menda in tako dalje. A malo kaj od tega, da je PR-ovec teh kapitalov. Jaz sem to že pred časom povedal, da meni so bili recimo, zdaj se bo verjetno bo kdo rekel, da kaj govorim neumnosti, ampak meni so bili na nek način partizani komunisti všeč. Niso bili pogoltni, niso bili pohlepni. Vsaj tisti del, ki sem jih jaz videl. Tu pa tam kakšna Zemeljca, na Braču, Hvaru, gor dol, Kranjska Gora mal, ne, ni bilo tega. Izola. Ne, ja, recimo Izola. Ni bilo, ali pa kakšno meščansko stanovanje v Ljubljani, ni bilo pa tega, da rabijo še zlate palce, da rabijo ne vem kaj, ne. Ne govorim za vse, so bili tudi taki, ki so že takrat te tendence kazali. In Kučan se mi zdi, da je vendarle nekako vzgojen v tistem stilu. Žal mi je, da ne upošteva tudi njihovih takrat zavez, ne, da je država tista, torej, da se mora za ugled države skrbeti, ker Kučan ne skrbi za ugled Slovenije. Ne. Ampak načeloma njemu je, če zdaj malo parafraziramo, luštan, da na Hvaru ali pa na Braču mu nekdo zrihta kakšno hišco čez poletje, da pride po njega, ne vem, kakšna jahta in ga recimo na kosilo v kakšno dobro konobo na Murtar odpele, ne daje znakov, da bi nekaj več. Ne vozi se v Mercedesu, ne vozi se. V tem delu imaš prav, ne, kaže na neko skromnost. Ne. No, ampak to vseeno ima, ne? Ja, vseeno pride ponga, ne? Ja. Ampak to je pa dolg tistih, ki jih je ustvaril, ne? Te kapitaliste, ne, državne, ne, to verjetno oni pokrijajo, predvidevam, ne, da oni pridejo do predsednika prvega, ne, in mu rečejo, da zdaj pa čas za morje in to uredijo vse skupaj. Tako da on zelo gleda, da je nekim širšim ljudskim množicam všeč, čeprav je pač PR od trdega državnega kapitala. Zdaj, Peter, sem še, to je zadnjo vprašanje, predno gremo potem na hak, pa na te obrambne izdatke, pa zavezo Golobu, pa to, kar se je zgodilo, ni zgodilo na vladi. Recimo, kaj ti to pomeni, recimo, da en bivši predsednik republike, ne, bivši predsednik države, recimo, da en intervju na televiziji, dan kasneje, tedni kasneje, da intervju za Delu, še isti dan leti, ne, recimo na kanal A, ker se mi zdi sploh malo depresirano glede pač na imidž te televizije oziroma vdaje, ki je to dal, no. Kaj nam to pove, recimo? In da je v bistvu mnenja bivšega predsednika republike, navadnega upokojenca, kot si pravi, ne, so zdaj ključna politična mnenja v državi, pa tudi mi se zdaj že parkrat o tem ukvarjamo, pač ker temu je res tako. No. Kaj ti to pomeni? Mislim, kaj to pove o neki politični kulturi, zdaj 43 let po tem, ko smo postali samostojna država? Mislim, tega ni nikjer, da bi v Nemčiji to se dogajalo, ne? Ali pa v Franciji, tudi v Ameriki, ne? Še Obama daje verjetno manj intervjujev, ne? Glej, jaz mislim, sam intervju ni težava, ne? Težava je, da se določeni akteri na to odzivajo, oziroma da celo kot slišem hodijo tudi k Milanu Kučanu po nasvete, ne? Ampak se pravi, to pove dvoje. Ne? Najprej, kot sem že rekel prej, da mora on biti toliko v medijih, kaže na to, da občuti, da je šibek. Ne? Ampak kako pa on pride recimo do tega? Mislim, da se pokliče iz njegovega kroga. Enako, ja, jaz mislim, da se pokliče. Ne? Pokliče in se zahteva, ja. Ampak druga stvar, ki jim pa bistveno bolj skrbi kot ta, ne, je pa glede na odziv aktualnih političnih akterjev levega političnega pola, ne, pa kaže na to, da oni nimajo lastne vizije. Ne. Se pravi, mene skrbi tukaj, oziroma da oni nimajo neke želje delati v dobro države, tako kot sami vidijo, da je dobro in prav, ampak želijo zgolj neke funkcije, neko estradništvo in vidijo v Milanu Kučanu bližnjico do tega estradništva. Bližnjico. Ja. Ne? Se pravi, jaz mislim, da med njimi velja načelo, pejdi do Kučana, se zmeni in boš ti to pa to postal. Ne?
In tukaj je pa tisto, kjer je problem naše države. Ne? Da nismo uspeli mi vzpostaviti neke politične elite v tem žlahtnem smislu besede elita. Ne elita, estradna elita, ampak politična elita v smislu nekoga, ki je politično izobražen, ki je dobronameren, ki ima v prvem planu državo in tak človek ne bo šel spraševati Milana Kučana za nasvete. Ne? Zdaj, če ga je cenil postavil spomenik ali karkoli boš z njim naredil, ampak bo rekel, glej, tvoj čas je minil, ne? Zdaj je naš čas. Ne? In to je spogrešam. In to je tudi tisto, kar sem govoril, da v slovenski politiki manjka ena generacija. Sve ti ljudje so na vseh političnih funkcijah, ampak generacija, ki bi prevzela odgovornost in bi rekla, mi ne bomo nikogar spraševali. Nezadovoljenje, se bomo sicer posvetovali za vizijo, ja, ampak na koncu se bomo odločili, bomo zmagali volitve in bomo to državo peljali v svetlo prihodnost. To je tisto, kar jaz pogrešam v Sloveniji na obeh političnih poljih. Veš kaj, to si zelo lepo povedal, ta pravzaprav pomanjkanje samozavesti. Pa ne samo pri politikih levega pola, tudi pri novinarjih. Nekateri so ideološko, bom rekel, torej ideološko nastrojeni, da to delajo. Nekateri so, bom rekel, materialno nastrojeni, oziroma vejo, da levica prinaša, ti si to dobro enkrat napisal, na levem političnem polu se šefta, se dela, tam je karierna priložnost. Ampak vse, če tako pogledaš, pa smo mi postali ena pravzaprav čreda individualcev, ki vsak skrbi za tist cent, da ga utrga, ali pa da pride po, rekel si, Kučanu v Murgle po piškotek, pa da ga obrne 2 telefona, pa da ga še kje novinarja zaposlijo in podobno. Ampak to je garancija za propad te države. Ja. In zato jaz pravim, kot levičar, kot liberalc, mogoče je pa res trenutek, da dobimo spet desno vlado. Mogoče je pa res trenutek. Ne govorim, da so brez greha. Ampak enostavno tle se strinjam s Pahorjem, da se je ta levica izpela. Tudi on ima veliko, bom rekel, tukaj masla na glavi, da je temu tako. A ta oseba, ne? Ne, jaz ga bom kar imenoval, jaz nisem Milan Kučan, nisem obremenjen z njim. Je pa zanimivo, rekel je, da Pahor lahko kandidira znova za predsednika republike. Očitno jih to boli, ampak da ne bo izvoljen. Ne, tam si lahko. Ne bo izvoljen. Po nekih mojih informacijah, ki je prišla pa ta informacija do Nataše Pirc Musar, je pa prebledela in klicala. Medaj Kučan klicu Nataša Pirc Musar in je rekel, zgleda, da bo Pahor kandidiral za predsednika znova, čez 3 leta, čez 2 leti, pardon, in ona je rekla, gotova sem. Mogoče je pa samo izkoristil, da je kakšna neumnost ona naredila, pa da jo je upozoril, od koga si odvisna. Čeprav moram reči, da v tem intervjuju, tukaj bi še en insight povedal, je zelo pokril Natašo Pirc Musar. Namreč mi zdaj gledamo en zelo problematičen spor za Republiko Slovenijo med predsednico republike, ki je predlagateljica določenih pomembnih funkcij, in pa koalicijo, ki teh funkcij ne izvoli. In tukaj je on tako, v bistvu, jaz sem to 2krat prebral ta njen odgovor, nisem razumel točno, kaj je hotel povedati, razen to, da je hotel nekako pokriti Natašo Pirc Musar, češ, da bi jo morala koalicija poslušati, ker koalicija lahko pride k njej samo na posvet. Ampak to ne pije vode. Sem pa kasneje zvedel iz nekih ožjih krogov Boruta Pahorja, zakaj je Borut Pahor, česa se je najbolj bal pri teh imenovanjih. Najbolj se je bal impeachmenta. Aha. Ker bi prišlo lahko do državnega, se pravi, do institucionalnega deficita in bi ga lahko potem ustavno obtožili. In tukaj, zdaj očitno Golobova vlada tega še ni prišla na pamet, ampak imamo situacijo, ki je ta situacija možna. Robert Golob bi lahko izkoristil, in tukaj po moje celo upravičeno, če Nataša Pirc Musar bi zdaj začela, se pravi, ta institucionalni deficit se namreč zdaj že dramatično vleče. Ko je bil prvič zavrnjen Tone Rob, to ni bil problem. Ampak zdaj z guvernerjem nikamor ne pridemo. Nikamor ne pridemo za varuhom človekovih pravic zaradi tega, ker predsednica neumorno trmari in ne razume, da ona je predlagateljica, ona ima veto, ne more pa voliti. Taka je naša ustava. Zdaj, ali je Milanu Kučanu to v redu, ali mu ni v redu, je to drugo vprašanje, to je stvar ustavodajalca. Peter, jaz to skoraj da ne morem verjeti, da bi ta vladna koalicija Golob in Tile vložili impeachment. Zakaj pa ne? Proti njej? Zakaj pa ne? Ne, zaradi političnih konstelacij, to ne verjamem.
čez rok. Ne veš, kaj lahko pričakuješ. Se pravi, impeachment lahko uspe, se pravi, imamo v osnovi je, se pravi, ustavna obtožba zoper predsednika republike, ne, potem pa za ministre, ne, je pa pač, piše ustava samo enako kot za predsednika republike, ne, in tam ne more uspeti. Zato, ker za impeachment rabiš sklep, se pravi, da sploh začneš postopek, zdaj, da uspe itak ustavno sodišče na koncu odloči in ne vem, če bi tle odločilo, ne, ampak bi pa prvi primer v Republiki Sloveniji, ker rabiš večino v državnem zboru in primeru spora za predsednikom republike, ker tukaj gre v resnici za koalicijski spor za predsednico republike, ne. In zdaj, ne, Robert Golob bo rabil neki shod čez nekaj časa, ker javno mnenje bo dalo pritisk tudi na njega. Glejte, vi ste nesposobna vlada, ker ne imenujete in se niste sposobni s predsednico republike dogovoriti o kadrovskih zadevah in zaradi tega, ne, Slovenija objektivno ima težavo. Ne? In Robert Golob lahko se tlele zvleče ven tako, ne, da izglasuje ta sklep. Za ta sklep rabi v resnici navadno večino. To je, se pravi, državni zbor predlaga ustavno obtožbo zoper predsednika republike ustavnemu sodišču in državni zbor to vedno naredi z navadno večino, če je resolucijo sprejel z 38 glasovi, kar je manj, kot je glasov v Gibanju Svoboda, ne, bi lahko to naredila koalicija, ne, tako da bi nekateri bi protestno zapustili dvorano, ampak ne bi hoteli biti pa krivi v tem institucionalnem deficitu, ne, bi lahko do tega prišlo in bi bil to v bistvu precedens, ne, v državi. In kot sem rekel, kot sem slišal iz krogov Boruta Pahorja, ki je te stvari bolje poznal, ne, Nataša Pirc-Musar je res politična troščik, ne, ima srečo, da tudi Robert Golob politični troščik in teh strateških premislekov še ni zmogel, ne, ampak on se je blazno bal tega impeachmenta, ne, ker se zvejo se mu lahko zgodi. Veš kaj, njemu bi se pa jaz lahko zgodil. Ampak tle je ena zadeva, ne, ta levi krog je tako, ne, imaš to skupino, oziroma imaš to veliko skupino v ukverjeno, ne, združujete jih pa dve stvari, ne, ideologija in pa dejstvo, da en drugega za jajca držijo. Ne. Ta ve o tem to, oziroma Golob je verjetno tamle pri KPK v predalu, se ne upa tega impeachmenta, mogoče celo razmišljajo tam neki krogi okoli njega, ampak dejstvo je, da za ohranjanje oblasti oni se lahko igrajo v tem peskovniku, ampak če pride pa do resnih zadev, ki bi ogrozile ideologijo, ne, takrat se pa povlečajo, bom rekel, konsekvence. No, ampak zdaj, sam še majhen stavek, ne, sej mogoče pa je to razlog, da Milan Kučan še tiho podpira Goloba, ga malo klofta, ne, ker Milan Kučan je v resnici velik podpornik predsednice republike. Nataša Pirc-Musar brez njega. In se pravi, lahko da so bile ta razmislek je v ozadju že narejeni, ne, in je mogoče tudi Robert Golob tudi oportuno ga pač podpira, dokler na koncu zadnjem mesecu, ko tega ne bodo več mogli izvesti, ne, ker bo časa zmanjkalo, ker se bo bližale volitve, ne, takrat pač se mu verjetno odpovedal. Mogoče, ne vem, ne, to je en tak premislek. Omenil si, da nič ne sme ogroziti ideologije, ne? Ja, zdaj ta zgodba z tem Hagom, zvezo NATO, to zavezo, ki jo je podpisal Golob in to, kar naj bi se dogajalo oziroma ne dogajalo na vladi, zdaj da to v bistvu zdaj ne obnavljam, pa ne zgubljamo časa na tem. Tukaj me recimo v principu, predno gremo v to debato, me zanima, no, ali je možno, da je to neka zgodba, kjer bi se recimo lahko ogrozila ideologija, ali pa gre tukaj v bistvu samo za neko prevaro vseh nas, ne, da je šlo v bistvu naprej za dogovor med Golobom, med Levico in pa med socialnimi demokrati. Prevara so oni vsak dan, ne. To prevari neki, ampak ideologija je ogrožena. A veš, Bojan... Mislim, ne glede, če je šlo za prevaro, zdaj tukaj se dogaja, lahko da je ogrožena. Ker je ogrožena ideologija, se je šlo v novo prevaro s tem, da tokrat jim ni ta prevara tako najbolj uspela. Ti si v bistvu prepričan, oziroma misliš, da je šlo tukaj za prevaro. Da je Han šel načrtno ven, da je Asta Veš šel načrtno ven in da so točno vedeli, kaj se bo zgodil, samo zaživali so se v situacijo, kjer morajo zagotavljati mednarodni skupnosti. Mi smo zaenkrat še članica EU-ja in pa NATO. Mentalno je levi sklop, levi pol bolj, bom rekel, ali neuvrščeni ali BRICS-a, ne? Sicer, ampak ne smejo pa to še javno kazati. Ne? In to je BRICS in pa neuvrščeni, to je del ideologije. NATO, EU, to ni njihova ideologija. To je torej nuja. Nikoli bila, ne? Ja, to je nuja. Ne? In zdaj so se znajdali v situaciji, ko imamo zaveze do partnerjev v klubu, ne? Ko so partnerji to zaostrili, te zaveze. Tako je. Ne? Imamo tam čez ocean Trumpa, ki zahteva to. Ne?
Imamo prevaro, ne, ljudi, oziroma narodu se laže in laže, ne. Ta profit partizanska logika, tako ko delajo na partizanstvu, da lahko kradejo, dobesedno kradejo, delajo tudi na tem, ne, da mi, torej z Ameriko, to ni naša zgodba in podobno, ampak zdaj se je treba iz tega bilo nekako izlizati, ne. In ni jim uspel. Ne. Zdaj vsak nov dan odpre novo laž. Ne vem, od Tanje Fajon, Hana, Vrečko, včeraj sem gledal celo tistega nesrečnega poslanca, zgodovinarja njihovega, ki je celo zgodbo odpeljal v to smer, ne da smo mi dali neko zavezo, ampak ne bomo je spoštovali, itak Trumpa čez 5 let več ne bo. Spomnite se Vatovca poslanca, dajmo mal našvinglati ta NATO. Ne. Skratka, to je nekaj, kjer je ideologija ogrožena in te male prevare in laži, ki so se jih koristili do zdaj, ne, postane za eno tako zgodbo pa malo večja prevara, ker to je pa zdaj spet nekaj, kar krni ugled države. In kaj je večja prevara kot to, da ti lažeš ljudem doma, lažeš, torej ne upaš se lih lagati, no, mednarodnim partnerjem, ne, na nek način te mednarodni partnerji spremljajo preko svojih veleposlanikov dogodke v Sloveniji, pošiljajo se depeše, sicer so oni zadovoljni mednarodni partnerji, ker spoštujemo tisto njihove zahteve, ne, hkrati pa ne veš več, ne najdeš Pedra, kakor se temu reče, komu ga boš obtožil, obsodil, koga boš sprtil. Je res fascinantno, ne, Golob tam podpiše zavezo, in Tanja Fajon se tukaj oglasi, če dobene zaveze niso podpisali. Problem, ki ga imajo oni zdaj ta moment, nihče noče biti Pedro. Nihče noče biti žrtveno jagnje. Ne Tanja Fajon, ne Han, ne Golob, ne Vrečko, noben. V bistvu so pa vsi, ne, ker so vsi lagali narodu. Ne. To je ta pogled. No. Izvoli. Glej, so stvari, o katerih se lahko prepiramo, in so stvari, ki bi morale biti v jedru interes naroda. In obramba je taka stvar. Ne. In najprej, če bi imeli mi zrelo in odgovorno politiko, bi predsednik vlade ne pred vrhom NATO, že predno se je šlo o resoluciji o strategiji razvoja Slovenske vojske, ki mimo grede resolucija do leta 2040, kar pomeni, ne, da nekako vpliva na najmanj naslednje 4 vlade. Najmanj, če ni predčasnih volitev, ne, če ne pa še več, ne, bi odgovoren državnik, predsednik vlade, zbral celotno relevantno politiko. Bi se posvetoval tudi z opozicijo, ker na koncu se tiče tudi njih v eni od naslednjih vlad. Ne. Valjda ne misli Golob, da bo 4 leta na oblasti, ne. 4 mandate na oblasti, 16 let, če ne. Se pravi, potem bi v ta dialog vključil tudi predsednico republike, ki je po naši ustavi vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije, ne. Ampak to so mali ljudje, ne. Njih to ne zanima. Njih pač država ne zanima, oni morajo nekaj sprejeti, potem, kakor rekel Miran, se pravi, nekaj sprejme na vladi, oportuno zapustijo vlade, vsejo vlade, češ imam neke druge obveznosti, potem se zgovarjajo, da tega niso sprejeli in kar je, se pravi, tega niso videli v gradivu, kar pomeni, da vladnega gradiva ne berejo, kar je katastrofalno. Minister, ki to reče, more danes odstopiti. Že tega ne premislijo. Se pravi, predsednik vlade, ki ne predlaga razrešitve ministra isti dan, kot je rekel, da tako pomembnega dokumenta ni prebral, mora odstopati pač sam. Ne. Taka politika more iti iz oblasti takoj. Ne. In upam, da to ljudje gledajo in da bodo to znali, ker zdaj edina kazen, ki oni lahko doleti, je na volitvah. Ne. In upam, da bodo dobili. Ne. Ampak tukaj je še ena druga zadeva. Potem pa v reševanju tega političnega obraza za notranjo politiko, potem imamo levico, ki poziva k temu, da bi mi izigrali naše zaveznike. Pa poslušajte, pa imamo veleposlanike tuje, ki spremljajo naše medije in pridno piše depeše šefom svojih vlad. In zdaj predstavljate si mogoče zdaj nemogočo situacijo, ampak mi smo v zelo zahtevnih geopolitičnih časih in dajmo reči, čez nekaj let, ne, komu Goloba sploh ne bo več, ne, dobi Madžarska neke apetite po slovenskem ozemlju, članica NATO. Ali pa Italija po Primorski, ne, kar se je že zgodilo, to ni nemogoče, ne. Kaj bodo ti rekli? Ja, gledajte, takrat se nas izigrali, zdaj pa rešujte to zadevo sami. Skratka, mi se resnično igramo s strateškimi interesi naše države. Vi pa rekel še drugo zadevo. Ne? Tukaj ne gre zgolj za pogovor v okviru tega, koliko bomo mi dali za ta NATO, kjer te odstotke kar
dvigujemo, kot da gre za pomaranče. Ne? Te milijarde, ne, itek, ker si mislijo, sej, Golob gleda tako, ne, do volitev tega še ne bo, ne, po volitvah pa mogoče mene ne bo, itek, pa je nekje rekel, lej, nam je važno leta 2030, ne, to je malo skladno s tem, jaz bom 2 mandata, takrat pa, lej, delite vi, kar hočete, mene ta država več ne zanima, ne, ampak mi bi se mogli začeti pogovarjati o tem, ko mi 5% porabili. Mi zdaj damo manj kot 2%, ne, zdaj, če ti več kot podvojiš ta proračun, verjetno nimaš kapacitet za to porabiti, ne, a veš, sej, pač to ni kar tako, da greš v trgovino, pa namesto litra vina bomo kupili, razumem, ampak to je ogromno denarja. Ne? Druga zadeva, ki je pa jaz te pogrešam, pa na ravni Evropske unije, ne? Ta servilnost Evropske unije, ne? Me pa moti. Ne? Ker v resnici, ko govorimo o Washingtonski pogodbi, ne? O zavezniški pogodbi, sta po mojem ključna 2 člena, 3. člen, ki pravi, da se obrambo zagotavlja najprej tako, ne? Da vsaka članica NATO zagotovi obrambo in potem pomaga še skupni obrambi. Ne? 5. člen je pa, če napadane, so napadane vse. Se pravi, če jaz le prav razumem, tukaj ne gre vprašanje denarja najlažje, ker rečemo, mi smo zadinili 4 ali 5%, ampak resnično gre tukaj za vprašanje naše obrambne sposobnosti. In Evropska unija bi se morala usesti najprej, da vidi, ali lahko naredi kaj na racionalizaciji svojega vojaškega programa. Ne? Namreč mi imamo trenutno 27 držav članic, 27 različnih postopkov javnega naročanja. To v bistvu mi za veliko denarja dobimo zaradi tega manj. Imamo, mislim, da 17 različnih vrst tankov in 20 različnih vrst letal. ZDA imajo pa sam en tank in 6 letal. Skratka, Evropska unija bi se lahko usedla skupaj in bi najprej se začela z Ameriko pogajati v smislu, ne, češ, glej, dajmo mi najprej narediti našo racionalizacijo v nekem doglednem času, pa poglejmo, koliko bomo rabili, ker ni ključ v denarju. Ključ je v tem, da smo mi obrambno sposobni. Namesto tega imamo pa Ruteja, ki je mene totalno šokiral, ne, ki piše neke maile Trumpu, ne, ker je očitno ugotovil, da je Trump narcis in če se mu pihaš na dušo, se ti bo lepo obrnil in Trump v svoji populistični maniri te maile razkrije. Morda kdo, pazi, misli Trump močan voditelj, ampak jaz pa pozarjam eno zadevo, gledajte, taka sporočila javna, tega se ne dela v mednarodnem prostoru. Mi imamo takih strank, kot je naša Levica, v Evropi ogromno, tudi v Nemčiji. Ne? Imaš ta, se pravi, alternativa za Nemčijo in tako naprej, ne? Ki jih bodo take sporočila spodbudila k radikalizaciji in bodo znali to PR-ovsko predstaviti ljudem in Evropa bo imela zaradi tega notranjo težavo. Ne? Jaz mislim, da odgovorni voditelji, mi smo v resnično težkih geopolitičnih časih, bi stopili za neko resnostjo, neko državnostjo skupaj in bi najprej ljudem povedali, gledajte, smo v težkih časih, pogovarjamo se, kako za čim manjšem obremenitvijo naših socialnih in drugih pravic, ne, zagotoviti obrambo te Evrope. Ne. Ampak ti ljudje tega niso sposobni, vsak igra neko svojo igro, Rute pošilja nekaj, pa govori javno, ne, da more očka zarapotati, ne. Pa lepo vas prosim, pa gledajte, pa mi ta svet, tle more priti do vojne, ne. Zato, ker ta svet je šel v cvet, ne samo da v Sloveniji, da imamo Roberta Goloba, Roberto Golobu je mnogo, ne, očitno, ne vem, lej, tako vidim sam kritično to zadevo in se sprašujem, kam vse to pelje in me resnično skrbi. Ampak tole zdaj s tem Rutejem, to je res fascinantno, ne? Kdo bi si mislil pred leti, ne? Ki nas je učil liberalec Rute, ne? Ki nas je učil, ne vem, in vsa levica je skočila in ga občudovala. In tako dalje, da zdaj naenkrat piše, če bi mu takrat nekdo rekel, lej, ti boš čez nekaj let pisal pisma Trumpu, ne, in ga imenoval očka, bi bil težek janšist. Jaz sem samo podvomil v Ruteja, recimo na zgodbi Srebrenice, ki je takrat vehementno zaščitil nizozemske vojake, ne, težko je šla beseda oprostite, ne, kaj so vse pisali, ne. Seveda, Rute je bil takrat nekako predstavnik ideologije norosti, ne, da on se čisti Trumpov človek, ne, če tako pogledamo. Tako da, ker ste omenili, ker si pač omenil servilnost Evrope, zdaj, očitno je pa zdaj poslanec, evropski poslanec SDS-a, Grims, ne, podpisal zahtevo skupaj z še bolj desnimi strankami, podpisal zahtevo za odstop Ursule von Leyen, ne? Zdaj, kot beje medije, naj bi celo Janša od njega zadevo, da to umakne. Da to umakne. Se to je Miran enkrat rekel, ne?
da so takrat poslali, kaj že bila na zadeva, ki je prišel Grims v Odmeve, ne, potem so posnevali, da nobenega drugega SDS ni poslal, ne. Ni noben drugi hotel komentirati. Ampak, a zdaj to pričakujemo, zdaj Grimsov odhod, recimo, ne vem, iz SDS-a, iz Evropske skupine EPP? Ne, jaz mislim, da ne, jaz sem bil takrat sem bil zelo aktivno spremljal volilno kampanjo, sem tudi sam udeležen, jaz mislim, da Grims zelo dostavlja tistim, ki so ga izvolili, ne. On je na tej retoriki, ne, v resnici... Voljivcem. Ja. Se pravi, on je, ti moraš vedeti... On ima koalicijo z voljivci, kako? Ja, vsaka velika stranka, ko gre čez nekih 10%, je nemogoče, da ima homogeno volilno bazo. Se pravi, ti imaš vedno potem maurico znotraj svojega pola, ne, če si na desnem, greš potem tudi skrajno desno, ne, ker druge skrajne desne stranke nimamo, ne, imaš lahko zelo zdravo jedro, zelo sredinsko jedro in vse te moraš pobrati, če hočeš maksimizirati svoj rezultat, ne. In Grims, ne, v resnici, karkoli se ne mislimo, ne, ampak on je najbolj avtentičen poslanec. Ne. On je v resnici en evropski poslanec. On je v bistvu edini evropski poslanec, ki je nekako izpolnil vse svoje zaveze. Od naših misliš? Ne? Od naših. Ja. Jaz se z nobeno njegovih potez ne strinjam. Nobeno. Ne. Ampak on ni podprl Ursule von der Leyen in edini iz SDS-a, ki je to povedal in celo slikal svojo osebno izkaznico z glasovnico. Ne? Vsi ostali so se zmikali, niso hoteli povedati, ko so glasovali. Ne? In zdaj gre on res to radikalno desno. Predlagal je Muska za Nobelovo nagrado, ne? Takrat je prišel vse svetovne medije. On dostavlja tistim preferencam, ne? To je ne vem, koliko je dobil nekih 10,000 glasov, ne? Se teh ljudi mogoče ni toliko veliko, jih je teh 10,000, ne? Ampak tem ljudem dostavlja, kar je obljubil. In z tega stališča je on avtentičen politik, ne? Pa se jaz z njim v nobeni stvari ne strinjam. Ne? Ja, dobro si to povedal. V bistvu Grims je tisto, kar bi mogla biti v Sloveniji nujna skrajna desnica. Se pravi svojo stranko. Ne? To sem že parkrat povedal, da je mogoče to rešitev za SDS, ne? Da se znebijo tega antijanšizma. Ne? Da bi razmislili, da se, lahko se jim tudi pomaga, ne? Da se Mandelcom, kot je Grims, naredi stranka. Zdaj vprašanje, če znajo to stranko, oziroma če imajo te poslovodske sposobnosti, ne? Ampak dejstvo je, da Grims že davno ni več SDS in ni več davno EPP. Ne? Zdaj prišlo je do tega, da ga morajo zdaj celo opozarjati na to, ne? Da je šel predaleč. Samo medklic, ker v resnici Milan Kučan poudaril za Levico. Ne? Ja. V tem intervjuju namreč rekel, Levica je super stranka, ker se je znebila Mihe Kordiša. Ne? Tako je. Potem pa, ko je šel... Ki je zdaj skrajna levica. Ki je skrajna levica, ampak potem ni se pa mogel upreti antidesničarstvu, ker kasneje, ne, ko je pa govoril o tej zahtevi SDS-a, da se spoštuje ustavo, je zbodel, češ, da verjetno se misli druga republika. In potem je pa Miha Kordiša potegnil nazaj. Če dobro bereš, je rekel, ne, Miha Kordiš, kljub temu, da je skrajna levica, deluje v okviru ustave. Ne. Verjetno s tem hotel povedati, češ, da desnica ne. To je ta sprevržena retorika Milana Kučana, ne, ta njegova v bistvu dvoličnost. Ne. In zaradi tega pač vsaki greh njemu po blagoslov ne more delati z dobro te države. Ne. Ker če rabiš blagoslov nekoga, ki je podpisal pogodbo s hudičem, potem pa za dobro te države delati ne more. Še nekaj okoli tega Haga, oziroma pač teh dogajanj na vladi, zdaj Golob je pač napovedal, da bo sklical nek mini koalicijski vrh. Ne. A se lahko kaj dramatičnega zgodi na takšnem vrhu? Jaz mislim, da grejo nazaj en drugmu lepilo na telo limat, ne. Da bojo probali po tem mini vrhu 3x3 ga Golob imenuje. Neki bodo morali povedati. Povedali bojo, kar bojo povedali, mediji bojo pa odigrali svoje. Ne? Se pravi, verjemi mi, že ta moment lahko vemo, nič vsebinskega ne bo krivca za to nastalo situacijo in mediji bojo to pravzaprav polišpali in naredili make-up in prodali javnosti. To je to in pa hkrati se zavezali, da bojo do konca ostali. To je moja ocena. Ne? Ampak to je problem SD-ja. Predvsem SD-ja, ki želi narediti nek odskok. In tle se spet vidi, stalno, kot mantro ponavljam, da je SD stranka, ki ima v genskem zapisu smo privesek. Ker če zdaj ne bojo reagirali, oziroma ne reagirajo in bojo podprli neko skupno izjavo iz tega mini vrha, ki bo šla, sem prepričan v to smer, ki sem povedal, potem ta SD nima kaj razračunati, sploh na novih volitvah, če jim bo ekipa iz ozadja to levico in pa skupaj zvestno premaknila še bolj proti njim. Čeprav se lahko kaj predstavimo, kako se mi je zdela zvita ta finta, češ, ne? Asta Vrečko, poslušaj, Asta Matjaž Han, ne? Gremo mi dva ven, ne?
pred koncem seje, ne, pa ne bo tega, kot nismo videli, pa tako dalje. Po mojem so se kar malo pitali, kako, kako so zviti. To je za bebce, no, finta, no. Mislim, bodimo pošteni, to je finta za bebce. Ja, mogoče bo vsem govor jama, ne? Ja, pa bebci bojo verjeli. No, če smem jaz tele, jaz sem posumil, ker je Robert Golob tako hitro umaknil oznako interno. Namreč spomnimo se, še zmer ne vemo, kaj se dogajalo pri imenovanju Subotiča. Tisto še vedno skriva. Tukaj, ko gre pa za neke obrambne interese in izhodišča. Nacionalni interes, Subotič ni. Sem jaz takoj pomislil, da verjetno je to premetena igra Roberta Goloba, ki je rekel, glej, mi bomo to morali narediti, Tanja Fajon me to pripravlja. V tem gradivu piše, da sta gradivo pripravila direktor direktorata za multilateralno sodelovanje pri v Ministrstvu za zadeve in pa vodja sektorja za varnostno politiko. Tanja Fajon ni bilo na seji, ampak to ni važno, pazi, to sta človeka, ki sta v strukturi. Če Tanja Fajon kot ministrica nadrejena osebama, ki sta to pripravljala, ne ve, kaj se dogaja na tako pomembnem področju, to je obrambno področje, potem jaz jo prosim, da neha šopingirati in se iti politični turizem na državne stroške in odstopi, ker je nesposobna ministrica, pika. Ampak jaz mislim, da mogoče se to zmenili. Robert Golob je rekel, bomo dali interno, noben ne bo nadzvedel, oni so bili pomirjeni, dajali vehementne izjave, kako Han je rekel, jaz nikoli ne bom tega podprl, in potem jih je lepo Robert Golob je to umaknil, jih je pustil in zdaj zelo pametno pelje zadevo, kaj pomeni ta koalicijski vrh. Najprej do tega vrha mora priti par dni preide. Se pravi, prvo pravilo, ko pride afera, si vzemi čas, da se stvari postrela, kar se misle postreljati, in tudi če gledamo, največja škoda ni zdaj na Robertu Golobu, on pravi, jaz sem zagovarjal tisto, kar je vlada potrdila. In tej vladi so tudi Levica in SD. In nihče ni bil proti, ločenega mnenja ni. Se pravi, potem je našel Levico in SD. Pazi, v medijsko... Resolucija ga malo, a veš... Razumem. Pisal je 5%, ne? Ja. Ampak on se lahko še zgovarja, se tu v bistvu ne piše noter. Noter piše informacija, kaj bo Rute zahteval in potem pravi, da Slovenija bo ustrajala pri naši resoluciji 3%. Ampak, glej, on tukaj, v bistvu medijska tarča ni glavna. Potem tile so rekli, da nič ne ve o tem, potem so rekli, da niso glasovali, potem se izkaže, da so glasovali, potem se izkaže, to Tanja Fajon oziroma njeno ministrstvo pripravlja, spravi v dreku sta SD in Levica. In najbolj SD. Ker Levica lahko še reče, mi smo vedno imeli to stališče, bla, 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 ampak najbolj SD. In jaz mislim, da zdaj najprej bo se to postreljal SD, ki se ga pač napada, očitno je on tisti partner, ki se ga najbolj reže, ker ima neko strukturo in se ga tudi, ne samo, da je se sprijazen privesek, ampak se želi, da je privesek. Potem bodo šli verjetno koalicijski vrh, se bodo zaprli, ker jim bo Robert Golob točno to povedal. Lejte, fanti, jaz nisem odrekel, vi ste odrekel, zato boste zdaj prišli, vzeli boste nazaj, mene boste malo pohvalili, in bomo zadevo sanirali. In mediji, ki so še zaenkrat vezani Gibanje Svoboda, bodo dali mir in bodo tiho in bodo odprli neko novo temo, recimo, ali bo ta tema Prebilič ali bo nekaj drugega, bomo videli, kaj bo takrat aktualno in zadeva se upozablja. Ampak tukaj je zmagoval Robert Golob, zmagovalci pa lahko sam zato, ker sta SD in Levica imajo nesposobne politike. Bog pomagi, tako to je. Še mogoče to smo pozabili, prej, ki si omenil, pa tudi na popu si včeraj dobro povedal, da bi treba širšo zgodbo narediti, torej z opozicijo in predsednico. Tle se tudi kaže, kakšni politični bedački so, ta koalicijska ekipa. Zavedajoč se, da je NATO in EU bolj naklonjena desnica. Torej, SDS in Nova Slovenija niso šli iskati te širine, kjer bi lahko kasneje povedali, gledajte, mi smo sprejeli nek konsens. Državni konsens. Z opozicijo. Stalno nam učitate, da nismo... Predsednico republike. In bi, mislim, težko bi desnica zagovarjala stališča Levice. Se pravi, bi šli v to širino. Mislim, tle se vidi, kako pravzaprav nimajo nobenih neizkušenj, neznanja političnega in podobno. Zapletli so se, je pa rešitev v tem, oziroma rešitev v tem, kar si zdaj povedal. Golob bo tle spelil vodo na svoj mlin. SD kot, prej sem rekel, da bo zdaj iskal Pedra, očitno ga bojo najdli v SD-ju. Ki boste mogli slino požreti, veš? Ja, slino požreti. Levice pa ne toliko ravno zaradi teh, torej zaradi bodočnosti, kjer bi ta Levica zvestno skupaj zagotavljala mogoče Golobu možnost
preživetja, ki ga jaz sicer ne vidim. Ta nesrečni Han je glasoval proti maržam, za Petrol. Tukaj je šel prečasno ven. Mislim, to je res koliko smo se mi, vsaj jaz, koliko sem se jaz zmotil v tem Hanu, to je noro. Veš kaj je bolj naredil? Bešiča Loredana, se spomnimo takrat, kako je prišel se opravičati Jankoviču. V bistvu to smo že vse videli v tem mandatu. To ni nič novega, ne? Sam ponovilo se bo, ne? Bi pa sam še tu rekel, kar si rekel. Pazi, Loredan se je celo sklonil, ne? Ja, se verjetno se bo Han se bo tudi zagotovo sklonil, se ne bo imel druge izbire, ne? Ampak, glej, ko si rekel, ta povezovanje, to tudi kaže, kako škodljivo je izključevanje katerekoli stranke, ne? Ker tukaj ne gre sam za to, da so, seveda, oni so totalni analfabeti, se pravi, estradniki, politiki pojma nimajo, ne? Ampak tudi ta narativ, ne smemo se pogovarjati z nekom iz desnice, ne? Je tukaj veliko vira, ne? In izjemno škodi državi, ne? Se pravi, eno so politični boji, predvolilni boji, tam jaz mislim, da je to vse legitimno, ne? Ker tam greš ti na polno in maksimiziraš svoj uspeh. Ko pa govorimo o nekih strateških področjih države in obramba sigurno sodi med njih, ne? Tam pa tega preprosto ne sme biti. Tam je samo en interes in to je interes Republike Slovenije, ne nekega posameznega politika. Kučan je v teh intervjujih rekel, ni popuščena. Ker ga za Slovenijo ne briga nič. Tukaj rekel premijera, ker je pozabil tisto, kar bi se mogel naučiti v preteklosti. Da je država na prvem mestu, on države nima nikjer. Dobro, še zadnje vprašanje, preden zaključimo, ko smo zdaj že v medijih, pa v vseh teh zgodbah. Zdaj, danes se je pojavil prvi članek na Globovem portalu Necenzurirano proti Prebiliču, ne? Prvi v seriji. To se bo zdaj začelo. Golob je začel napadati Prebiliča. Moja napoved je, da Golob bo dajal on kot torej osebno bo dajal občutek ali pa izjave v stilu, ko smo jo slišali zanč iz Vinice, ne, dobrodošel in podobno, ne, bojo pa te njegovi pijuni za črne operacije, ne, predvsem mislim tukaj bivšo generalno sekretarko, ne, z neformalno močjo in pa mediji odigrali pa ta umazan posel, ne, napada na Prebiliča. Ampak jaz sem že zanč v vdaji povedal, jaz mislim, da ozadja Prebiliča so taka, da ne bojo ravno sedeli pa se tresali pa gledali, ne, da bojo udarili nazaj. In zanimivo bo videti, kateri mediji bodo to povzemali, ne? Zanimivo bo pa videti, kateri mediji bojo prvi tisti, ki bojo platforma za Prebiliča. Ja, za prvo se bližo žive, ne, to bo pač necenzurirano, verjetno tudi reporter. Ne, za Prebiliča, za kontraudarc, ne. Izvoli, si pričakoval te? Ja, sem pričakoval, zelo hitro se je to zgodilo, ne, ampak moram reči, da ta članek je povsem prazen, ne, ker njegova sporočila je sledeče, ne, češ, Prebilič je dal zelo malo za kampanjo, večino kampanje je financirala Vesna, ki se mimogrede s tem tudi bildala in da Vesni zdaj ne bo stalo nič, to ni res. Mandat evropskega poslanca, ne, ki ga je s tem priborila, bo ostal natanko Vesni. In Vesna bo, tudi če se ne združi z Levico, prvič v svoji zgodovini strankarski postala parlamentarna stranka, kot to predvideva zakon o Radioteleviziji Slovenija, ne, ki pravi, parlamentarna stranka je tista, ki ima enega evropskega poslanca ali pa če stopi na državni zbor in tako naprej. Ne. Skratka, to je totalna bedarija, ne? In oni samo hočejo pač seveda Prebiliča zdaj čim prej ali očrniti, pa čim prej ga umakniti z parlamenta, on pa jaz mislim, da čisto legitimno pelje to zgodbo, ne? Ker šel sem gledat. Se pravi, Prebilič je poslanec, ki je dobil največji delež preferenčnih glasov med vsemi. On ima 75%, potem mislim, da je Lipušček, ki je drugi, ki je dobil 70%, se pravi, ti gledaš odstotke. Treba pogledati, se pravi, ti moraš pogledati, se pravi, kolikšen delež je posameznik prenesel uspehu liste. Prebilič je uspehu liste prenesel 3/4, 75%, se pravi, je v bistvu, ne, ojačala svoj izvoljenih. Ne vseh. Ne, Lipušček je drugi, je 70%, ampak ni bil izvoljen, on je od 10,000 dobil, jaz sem tretji šele, 66% in potem vse ostalo, mislim, da je po 60%. Ne. Skratka, koliko je posameznik prenesel listi, ne, in s tem, ne, v bistvu je Vesna je prišla tukaj, ne, na zelo poceni in edini možen način je prišla do izjemno pomembne funkcije, kjer lahko kroji evropsko politiko. Zato je ta zaključek tega članka totalno zgrešen, ne, da ji ne bo ostalo nič, ne, ni res. Ostal in bo mandat. Ampak če je ta članek vsebinsko prazen, kot praviš, kaj to pomeni, da nimajo še ta pravega materijala, ali to v bistvu šele... Da nimajo, ali da nimam... Ne, pazi, zdaj, pravih raket se nikoli ne strela eno leto pred volitvami. Najbolj raznese zadeve ustreliš 2 tedna, ne? 2 tedna pred volitvami, ker če si kasneje mogoče maksimizirana škoda je
izstrelek, projektil, ki prileti v neko politično stranko kandidata nekje 2 tedna pred volitvami, ker se to lahko potem še uzavesti v javnem mnenju in v volivcih. Ne? Če se zgodi to prej, se potem že da sanirati. 2 tedna prej ne moreš nič več sanirati. Ne? Če se pa zgodi, ne vem, zadnji teden je pa premalo časa, da se ta škoda razširi. Tako da jaz mislim, da ključna zadeva pride tam v zadnjem mesecu. Zdaj pa malo za šalo, malo za res. Sej dobro, da imamo to. Ne? Jaz sem pravzaprav bil že zaskrbljen za Cirmana in Nezerozirjeno, ki so mogli povzemati ljubezenske izlive Bora Zuljana. To smo imeli pa dan prej, ne? Ja, tako da jaz sem vesel, da smo spet prišli v neke normalne politične boje, ker bo tudi necenzurirano iz tega, kako so včasih rekli, iz Ljubiča prišel spet nazaj na... Čeprav tisti ljubezenski izlivi Bora Zuljana so pa tudi po svoje fascinantni, ne? Ja. To je pa tako, mislim, zanimivo branje. Jaz svetujem vsakmu gledalcu, da si to res dobro prebere, predvsem ta zadnji del, kako punčke jokajo, ko zagledajo Urško Klakočar Zupančič, to je noro. A tako, kot včasih Bitle. V tem smislu. Zanimivo, ja. Pa sam što bi rekel, poleg tega pa take članke imajo še drugo funkcijo, testirajo odziv kandidata. Ker ti moraš vedno vedeti, kako se tvoj politični nasprotnik odziva na politične provokacije. To je izjemno pomembno mapiranje, če znaš to narediti, potem lahko nekoga stalno na isto finto obrneš, in to se v naši politiki komu dogaja recimo že 30 let. Dobro, Peter, pa Mira, najlepša hvala, to je bila zdaj predzadnja oddaja v resnici pred letošnjim poletjem, da je gledalke, spoštovani gledalci, se vidimo znova v ponedeljek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.